Vsaka družba potrebuje ustrezno infrastrukturo, ali je to cestna, komunalna, energetska, telekomunikacijska in ravno tako tudi potrebujemo infrastrukturo za obdelovanje in ravnanje z odpadki. Vsaka zaustavitev, če si predstavljamo, da se nam zaustavi dostop do vode, da se zaustavi dostop do elektrike, da se prekine odvoz smeti, si znamo predstavljati, kaj to pomeni samo na naših domačih dvoriščih. Če pa govorimo o tem, o nevarnih odpadkih, pa je zadeva še bistveno bolj kritična. Količina navadnih in nevarnih odpadkov v vsaki sodobni družbi žal narašča. Zaenkrat je še tako. In dokler je to tako, je naša dolžnost države in tudi dolžnost tistih, ki s temi odpadki ravnamo ali jih ustvarjamo, da uspemo zagotoviti ustrezno, varno, zanesljivo in pa strokovno obdelavo teh odpadkov. Vrhniško podjetje, kot veste, predstavlja ključen del slovenske infrastrukture za ravnanje z nevarnimi odpadki. Na Gospodarski zbornici Slovenije jih ocenjujemo kot sistemsko podjetje, tako kot tudi drugega ponudnika prevzema nevarnih odpadkov. Vrhniško podjetje je danes sprejelo sklep pristojnih, da se zavrže njihov predlog začasnega nadaljevanja z delovanjem do konca postopka odločanja o črni gradnji. Skratka, vrhniško podjetje je dobilo potrditev prepovedi, da ne smejo prevzemati nevarnih odpadkov tudi vnaprej. Velik del gospodarstva je na tako odločitvijo ogorčen, saj že prvotne odločitve ni moglo razumeti, kajti ogrožen je obstoj najsodobnejšega objekta za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji. S tem se odrekamo oziroma postavljamo pod vprašaj tudi utečenim postopkom nadaljnje predelave nevarnih odpadkov, tako v sežigalnicah v tujini, ker takšnih kapacitet v Sloveniji nimamo, kot varni obdelavi nevarnih odpadkov v Sloveniji oziroma pripravi teh odpadkov za nadaljnje ravnanje. Z današnjo odločitvijo ocenjujemo, da je dodan še en kamen pri rušenju infrastrukture ravnanja z nevarnimi odpadki, zato to ocenjujemo kot pravzaprav nevarno. Ocenjujemo, da bo ob nadaljnjem izpadu poslovanja vrhniškega podjetja, da bo gospodarstvo, gospodinjstva in javna uprava, da se bodo soočali z zaostrenimi pogoji odjema, zmanjševanjem obsega proizvodnje in z nenadzorovanim krčenjem oziroma kopičenjem odpadkov na različnih mestih, kar bo povečalo okoljsko tveganje. Vrhniško podjetje ima okoli 1000 strank, kar pomeni, da v primeru zaprtja tvegamo nastajanje 1000 ločenih skladišč nevarnih odpadkov. In ocenjujemo, da je izjemno nespametno tako situacijo pustiti, ampak je veliko bolje, če se nevarni odpadki nadzirano, kontrolirano in strokovno obdelujejo in pošiljajo v nadaljnjo obdelavo. Zato pozivamo pristojne inštitucije, da v izogib ogrožanju varnosti okolja in zdravja ljudi ponovno premislijo o posledicah danes izdanega sklepa in ponovno omogočijo vzpostavitev prevzema odpadkov na vrhniški lokaciji. Hvala.